Pozdravljeni. Ponesrečeni postanek Valterija Bottasa na veliki nagradi Monaka sproži kar veliko zanimivih vprašanj. Kaj se je pravzaprav zgodilo in zakaj niso bili sposobni odviti matice? Na to in še marsikatero drugo vprašanje bomo skušali dobiti odgovor seveda v naslednjih minutah. Na začetku bi rad poudaril, kot že tolikokrat poprej, da bom v tem prispevku predstavil tudi moja osebna videnja in seveda razmišljanja v zvezi s tisto težavo, ki jo je imel Valterij Bottas na postanku. Zavedam se dejstva, da nisem bil prisoten ne na dirki, še manj v pit laneu in zagotovo nikoli ne bom imel tistega dostopa do podatkov, ki bi marsikaj razjasnili. Pa vseeno, vprašanje je izjemno zanimivo in iz njega lahko razumemo marsikaj. Najprej bi rad poudaril, da po mojem osebnem mnenju izvirajo težave Valterija Bottasa ne toliko iz postanka samega, temveč iz začetka same dirke, ko so mu kolo pritrdili na pesto. Razumeti moramo, da mehanik na postanku ni uspel odviti matice. Torej, nekaj se je zgodilo prej. In najprej mislim, da smo že vsi mi opazili, kako se lahko nekaj zalomi pri menjavi koles. Namreč, ko skušajo pritrditi tisto matico nazaj na pesto, jo lahko postavijo malce po strani in ta zareže nov navoj. Da bi bolje razumeli, kaj mislim, sem tu pripravil vijak, malce večji, kateri bo ponazarjal pesto, seveda s tistim navojem, in vzel sem podložko, katera bo ponazarjala tisto matico. Podložko pa zaradi tega, da bo hitreje in bolj nazorno pokazala, kaj mislim. Kolikor je vse normalno in je matica praktično pritrjena pravokotno, ni težav. Stisne se na tisto pravo mesto in enakomerno stisne platišče na pesto. Platišče se prosto vrti, ni nobenih težav in voznik odpelje dirko do konca. Kolikor jo privijemo malce po strani, kot naprimer v tem primeru, se nareže nov navoj in stanejo tisti, recimo temu, ostružki, ki delujejo kot neke vrste zagozde. A tudi ko pridemo do konca, pomeni, da tista matica ni stisnila platišča v pravim pomenu na pesto. To se začne gibati in mnogokrat ste lahko opazili, da po postanku je bilo potrebno samo ovinek 2 ali 3, da je voznik opazil, da je bilo nekaj narobe, ter se ustavil od proge. Ni imel možnosti niti dokončati tistega kroga ter se vrniti v bokse. Seveda tam zopet vprašanje, ali bi bili mehaniki sposobni odviti matico. A pri Bottasu v prvem delu dirke ni bilo opaziti nobenih težav s kolesi. Vse je bilo pritrjeno tako, kot je treba. Opazili smo lahko na fotografijah, da je tisti mehanik, ko je uporabil udarno pnevmatsko pištolo, dobesedno postružil zunanje robove matice. In razumeti moramo, da to, da se matica rahlo poškoduje, je nekako samo po sebi umevno. Pred časom sem naredil poseben prispevek, kjer sem na hitro predstavil delovanje udarne pnevmatske pištole v Formuli 1. Kogar zanima, je seveda kot običajno tista bližnjica v opisu. A da daljšo zgodbo malce skrajšam, današnje udarne pnevmatske pištole lahko prenesejo približno 3000 Nm na matico. Zato določene poškodbe so seveda same po sebi umevne. Sedaj bomo začeli zgodbo od začetka. Kaj se je lahko zgodilo,
ko so Bottasu privili platišče na pesto. Teorija pravi, da bi morali mehaniki uporabiti navorni ključ. In ta zgleda dokaj enostavno, seveda. Kolikor se kdo sprašuje, v tej omarici je seveda orodje. In tu imam nek standardni navorni ključ, nič posebnega, kjer lahko na ročaju se namesti tisto silo, ki jo želimo imeti, jo fiksira in seveda na to zatisne določen vijak, določeno matico. Nič kaj takega, a treba je razumeti, da z uporabo tega orodja lahko na določen element nekako spravimo linearno silo, se pravi brez kakih udarcev, za razliko od tistega, kar nam kaže tista udarna pnevmatska pištola. Že samo ime nam pove, da na tisto matico prenese lepo število udarcev. In da bi bolje razumeli, sem popravil posnetek, kjer mehanik skuderije Ferrari preizkusi dve pištoli pred postankom. V prvem poizkusu bo hitrost filma seveda tista običajna. Ko bo prišel na drugo pnevmatsko pištolo, sem ga zmanjšal samo na 25% in slišali boste tiste udarce te pnevmatske pištole. Sedaj smo približno razumeli, kaj se dogaja v boksih Formule 1, kaj pravi teorija in vsem nam je jasno, kaj počnejo v praksi. Če gre vse brez zapletov, ne ena, ne druga metoda ne škodi mehanskemu elementu, a tu se je po mojem mnenju nekaj zlomilo. Tisto, kar smo slišali iz ust Tota Wolffa, da se Valtteri Bottas ni ustavil na pravem mestu, je po mojem osebnem mnenju malce izjava za javnost. Kajti bolid ima 4 kolesa in fiksno medosno razdaljo. Ukolikor se z enim kolesom ni ustavil na pravem mestu, tudi z ostalimi 3 se ni. In težko bi verjel, da je samo en mehanik imel težave. A da se vrnemo k tistemu, kar smo videli. Namreč fotografije so tu jasne. Sila, ki jo je udarna pnevmatska pištola prenesla na matico, je bila tolikšna, da je praktično jo postružila, spremenila njeno obliko. Torej, za odviti tisto matico v teoriji je potrebna večja sila, kot bi sam material prenesel. In mislim, da se s tem strinjam. Torej, kako je možno, da pri odvijanju je potrebna tako velika sila? Saj so jo seveda privili in to tik pred začetkom štarta. Kot sem povedal, možno je, da se je malce spremenil kot, da so privili matico malce po strani. Čeprav sam temu ne verjamem preveč. Ampak sedaj je pred nami zanimivo vprašanje. Kako je možno, da je bila tista matica zatisnjena tako močno, da je dobesedno privarjena na mesto? In takrat, ko sem si postavil to vprašanje, se mi je malce začelo svetlikati. Namreč obstaja tudi postopek varjenja, kjer se uporablja samo in izključno mehansko energijo. Kolikor bi bila tista udarna pnevmatska pištola nastavljena tako, da je premočno zatisnila matico, bi lahko se zgodilo tudi nekaj takega. Namreč
Varjenje z mehansko energijo je postopek v teoriji, kjer dve kovini udarimo tako močno skupaj s tako silo, ki je višja od tiste, katera je potrebna za mehansko preoblikovati eno ali drugo kovino. In videli smo, ker je prišlo do deformacije, da je bila ta sila višja. A seveda, to je teorija. Vprašal sem nekoga, ki je bolj vešč metalurgije, ali je to v resnici možno, in povedal mi je nekaj zanimivega. Pri struženju aluminija, ukolikor se ne uporablja prave oljne kopeli, se drobci aluminija dobesedno privarijo na tisti jeklen nož. In seveda nekaj podobnega, zopet v teoriji, bi se lahko zgodilo na pestu Valterija Bottasa. Jeklo in aluminijeva litina, prevelika sila in rezultat je tu. Seveda, možno, da gre za kombinacijo enega in drugega, malce po strani privite matice in varjenja z mehansko energijo. A bistveno je to, da matice niso bili sposobni odviti. In tu odpadejo razne teorije, da tista pnevmatska pištola ni bila pritrjena pod pravim kotom. Šlo je za odvijanje matice in ne za njeno privijanje. Seveda fotografije so jasne in sam si težko predstavljam, da bi tista udarna pnevmatska pištola tako posnela obliko matice, če ne bi bila nastavljena dokaj pravilno. Ukolikor na eni strani ne bi bilo stika, dvomim, da bi posnela, postružila obliko. Po mojem mnenju bi jo pri tisti sili dobesedno izvrglo. A seveda zopet moje domneve. Zgodilo se je nekaj, kar je v resnici izjemno redko. Splet okoliščin, kjer je mogoče majhna pozabljivost pripeljala situacijo do tiste točke, ko elementa dobesedno niso bili več sposobni odviti in ga tudi nikoli ne bodo. Namreč sam si predstavljam, da bodo tisto pesto dali v primež, vzeli kotno brusilko in dobesedno odrezali matico. Ne zato, da bi tisto pesto ponovno uporabili, temveč da bodo ugotovili, kaj je šlo pravzaprav narobe. Odstop Valterija Bottasa je v vsakem primeru rezultat spleta okoliščin. Gre za tehnično napako in na koncu bodo morda ugotovili, da je šlo v resnici za banalnost. A ta banalnost je sprožila plaz, ki je pripeljalo do tistega postanka, kjer smo videli, da mehaniki niso bili več sposobni rešiti situacije. A vseeno zanimivo bo videti, kaj je šlo v resnici narobe, čeprav dvomim, da bomo kdaj izvedeli resnico. Gre za del učenja, kateri je stalen v formuli 1 in ukolikor se da izogniti takim dogodkom, se ima tudi prednost pred nasprotniki, kateri se morajo srečati s podobnimi težavami in jih seveda tudi uspešno rešiti. A kar se tiče tega razmišljanja o možnih vzrokih za težave Valterija Bottasa v Monaku, je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.